Nadaljujemo torej s pogovori z ustvarjalci včeraj videnih tekmovalnih filmov v sklopu kratkih filmov in sicer ob meni Matjaž Jamnik, ki je režiser in scenarist filma Male pare. Pozdravljen, seveda čestitke najprej za film in to v tekmovalnem programu. Na kakšen način lahko rečeš si sam, kaj te je mogoče zintegriralo, da si rekel, da jaz pa hočem to zgodbo delati? V bistvu me zanima, kaj se zgodi, če neka taka stvar pride v eno skupinico mladih, nek dvom o tem, ali je med njimi vse res iskreno. Si prebral kakšno novico v časniku oziroma kaj je bila ta prva motivacija za film? Najprej začnem s tem, da povem, da nisem bil sam v tem, kljub temu, da tukaj sedim sam. Namreč ta film je nastal v sorežiji z Gajo Najo Rojec, s katero sva v bistvu posnela pravzaprav pač to je tretji film skupaj. Gaja pač ni tukaj z nami, zato ker študira v Barceloni, tako da zato jaz predstavljam pač ta režijski tandem. Tako da v tem funkciji sva bila absolutno enakovredna in pač ja. Zdaj, kako se je pa začela zgodba samega filma, je tako, oziroma na kakšen način smo prišli pravzaprav do te zgodbene zasnove, je pa še kar zanimivo, zaradi tega, ker se je vse skupaj začel pravzaprav z enim zanimivim motivom ropa. Namreč film se začne z ropom in pravzaprav gre za eno zgodbo, ki mi jo je povedal moj stric. In moj stric je imel pač imel neko divjo, rečemo temu, najstniško obdobje in mi je pripovedal svojemu prijatelju, ki je v bistvu za zabavo ropal trgovine v Zagorju. In cel ta paket se mi je zdel nenavaden, ampak predvsem so bile čista neka mehanika teh ropov, je bila res nenavadna in to neka odsotnost motiva, zakaj je pač on to počel. Ker rop je pač resna stvar, ampak to, na kakšen način so se pa te situacije odvijale, je bilo pa tako res naravnost komično in si pač prepoznal pravzaprav nekoga, ki ni zares želel raniti ali pa poškodovati. Zdaj, na nek način mene je začel zanimati že samo to, da bi si poskušal nekako pojasniti pač motivacijo za nekaj tasga. Zaradi tega, ker ni bilo nobene zares te pričakovane razlage, zakaj bi to nekdo počel. In pravzaprav smo začeli raziskovati te nenavadne rope, hkrati se mi je pa zdelo, da to je neka ful dobra metafora za pač stvari, kako potekajo v tem našem življenjskem prostoru. Pač Zagorje, Zasave, majhna trgovina, en divji najstnik, nič ni zares ful veliko, ful pomembno. In se mi zdi, da je to nek tak antipod temu, na kakšen način so nam načeloma predstavljene zgodbe o ropih. Ker na nek način izstopaš iz pač pravil družbeno. Ampak sploh v bistvu, ko si mlajši, se mi zdi, da dostikrat je ta nek rop res bolj pobalinstvo, bolj preizkušanje meja, mogoče malo tudi šopanje z adrenalinom, ampak definitivno ne gre v to rubriko pač kronike in vseh kriminalnih aktivnosti. Tukaj se mi zdi, da si zelo podobno v bistvu peljal to kot neko čist neškodljivo stvar, dokler ne poseže v odnos med prijatelji. Ali je bil to rop, ki je škodoval mami? Je to nekaj? Tukaj se mi zdi, da si s tem elementom v bistvu v zgodbo vpletel odsotnost vsega tega spraševanja o tem, ali je to pobalinsko ali je to kriminalno, ampak zakaj kaj tazga res narediš nekomu, če veš, da ga zna prizadeti in če ti je blizu? Ne, in to si pa v bistvu super nadaljeval, zaradi tega, ker točno s tem vprašanjem se je pravzaprav nadaljeval nek kreativni proces. Najprej je bila pač fascinacija nad neko to mehaniko ropa, potem smo si pa postavili vprašanje, ampak zakaj bi to gledali? In v bistvu ta preplet odnosov znotraj neke najstniške skupine je na nek način bil pol v tem ustvarjalnem procesu tudi odgovor. Zdaj, ker vsem smo rabili nekaj več. In to na kakšen način, in to nam je pa dalo v bistvu priložnost, da pravzaprav spoznamo neko dinamiko ali pa obraz ene skupine otrok, ki je pač, zdaj bom uporabil ta najslabši možen izraz, zaznamovana, ampak ne mislim tega nujno negativno, ampak jo pač zaznamujejo različne okoliščine. Se pravi, življenje izven, ne vem, prestolnice, neke specifične regionalne značilnosti, ampak predvsem značilnosti pač generacije. In to se mi zdi, da je nekako postalo jedro filma in ta rop se je pol pomaknil
pač nekako v ozadje, pač samo neka odskočna deska, kar se tudi na formalni ravni pač dobesedno pokaže, ker pač začnemo z ropom, ampak potem se pa o njem že pogovarjamo. Ne? Dejansko je mogoče tudi ta dolgočasnost, iz katere se razvije ta pobalinstvo, skoraj bolj pričakovati v nekih manjših mestih, kot zdaj v glavnem mestu, kjer je najbrž sploh kakšna aktivnost za otroke v popoldanskem času. Zanima me tudi, kako si delal z igralci, ker pač dostikrat, ko govorimo tukaj o delu z igralcem, govorimo ali o nekih renominiranih igralcih, ali o nekom, ki se že šola. Tukaj si imel ti v bistvu res mlade igralce, bolj kot na neko skupinico. Kako si jih dobil, pa koliko ti je bila pomembna kemija, da se oni med sabo poznajo, jo ustvariti? Zakaj je to pri takmu filmu najbrž kar eden od ključnih pointov? Ja, no, mislim, ravno v tem pogledu je bil to mogoče najlepši projekt, ki sem ga do zdaj delal, no. Zaradi tega, ker s tem, ko smo pač iskali to skupino, se nam je pač odprlo tako življenje v polni meri. In jaz zdaj pač ne vem, težko zares zaobjamem vse, kar se je zgodilo s to skupino igralcev, na kakšen način smo se povezali, na kakšen način so nas spustili v svoja življenja, ki so tako zelo resnična in pač tako, no, to je kar velika odgovornost. No. So ti kaj svetovali tudi za scenarij, so rekli, ne, jaz bi v Evropo to drugače, jaz sem v Evropo to tako. Absolutno. Ja, ne, pa potem je bilo tako, pa mislim, tako, lahko je bilo tudi full intense, v smislu, kakšen nož bi uporabil, ali pa kakšno kapuco naj ima, ali pa kakšno masko naj ima česa. Ne, mu je bilo brez veze, tale maska psa ni bila hitno. Tako da, ja. Mogoče se pa malo vprašaš, kaj reče, koliko ta oprema stane? Zakaj vas to zanima? Hecam se. Mi je pa zanimivo, v bistvu tudi, kar se tiče samega naslova filma, si hotel pustiti v bistvu v tem nekem slengu, ker pač Male pare je nekaj, kar se mi zdi, da velikrat rečemo, po drugi strani pa pomisliš, pa to ni v slovenščini, ampak konec koncev, ja, dejansko je to stvar, ki jo razumemo in se uporablja zakaj ti je bilo ta Male pare? Najbrž, ker si hotel povedati, da ta rop sam po sebi pač ni bil povod v tem, da bomo zaslužili, ni bil to največji rop v zgodovini. Ne vem, jaz mislim, da pač zame nosi naslov neko tako prijetno metaforično vrednost, ki mogoče jaz zdaj ne bom znal najboljšo besediti, ampak dejstvo je, da smo pač ta naslov iskali ful dolg časa in pač, ker je to ne nazadnje res pomembna stvar. In na koncu je asociacija pravzaprav prišla iz angleške, ko pač besedne zveze petty cash. In neki z drobižom je bilo pravzaprav všeča. Pač v tem smislu, da je drobiž neki pač asociacija na denar, na rop, na neuspel rop, na malo, premalo, ampak hkrati tudi na pač še odraščajoče ljudi, ki so pa hkrati tudi nedolžni, ker je pač malo denarja nekaj, kar je pač nedolžno. In potem smo iz tega iskali pravzaprav nekaj, kar bi pač dobro zvenel. In glede na pač nek register tega filma je naslov v izrazito slengovski rabi samo pač ful primeren in na tak način smo pač prišli do naslova Male pare. Jaz mislim, da se ob tej priložnosti lahko zahvalimo in vprašamo še v bistvu, kar se tiče same poti, a lahko ta film, kje lahko ta film pravzaprav predstavljaš, si ga prijavljal na festivale, kako skušaš v bistvu mu dati čim več pozornosti? Ja, mislim, pač festivalska pot je iz tega vidika ful zanimiva, pa se mi zdi, da je to nek ta pač, kako temu reči, najbolj mističen del tega naših aktivnosti, zaradi tega, ker nikoli ne veš, kaj bo delovalo. Tako da iz tega vidika bi pač tako po mojem rabu neko svetišče v Delfih, pa iti vprašati pač, ki ga žal ni. Ampak pač ta film zdaj s FSF-jem se mi zdi, da tako počasi tako pač bo splaval, oziroma ga bomo kako jaz pač splavili. In pač zdaj bomo imeli par manjših festivalov in jaz pač sam si želim, da bi pač ta film lahko prikazali pač na čim večjih krajih, ampak predvsem ljudem pa pač nekako publikam, ki se jih tiče in teh pa pač ne mislim, da ni malo. Tako. Res je. Hvala še enkrat za pogovor, čestitke obema tudi v Barcelono za to delo v tandemu, pa seveda še čim več podobnih izdelkov naprej. Hvala tebi. Hvala.